korupcije v Sloveniji in na katerih področjih je po vašem mnenju najbolj pereča? Žal je v Sloveniji tudi po raziskavah korupcije ogromno. Pereča pa je zato, ker se je, če hočete, že 94. leta politika z gospodarstvom skorumpirala. Klasičen primer mati korupcije imamo podjetje Elan. Vse tiste obsodbe, ki so bile skupaj z sodniki, vred niso bile izvedene in nihče ni sedel niti sekunde, čeprav so bile obsojene na 5 let. Zdaj, kako se vi kot poslanec oziroma kot cela poslanska skupina opredeljujete do teh korupcijskih škandalov, izmed katerih je bilo v zadnjem času tako najbolj vidna afera predsednika obeh največjih strank, ki sta se znašla pod sumom korupcije? No, poglejte, poslanska skupina Slovenske ljudske stranke je prvič izstopila iz vlade, ki je bila pod sumom korupcije, in drugič seveda ni šla v novo koalicijo, ki je pa še 100-krat hujša pod sumom korupcije. Ter to, kar se je zgodilo, napovedovalo, da bo celo zapustil pozicijo župana, ne zato, da gre za mestno občino, da ne gre za to, da gre za glavno mesto Republike Slovenije. Še vedno je to tako rekoč na državni ravni, tega seveda nismo naredili in seveda to ostro obsojamo, da se na tem področju nič naredi. Krivi za to pa so v prvi vrsti, veste, pravo je alfa in omega vsega. In to očitno pri nas ne deluje. Znamo obsoditi nekoga za tatvino čokoladice. Vse te sume koruptivnosti, ki se dogajajo okrog Zorana Jankovića, pa žal nič, celo njegova stranka vodi vlado. Zdaj, iniciativa zdravnikov je opozorila na obsežno sistemsko korupcijo v zdravstvu. Po njihovem mnenju so odgovorni vedo za korupcijo ali so celo v njej udeleženi, poleg tega ne bi bili imenovani po političnih ključih. Kako komentirate to njihovo oceno? Ja, k temu seveda tudi sami očitno veliko prenesejo, ker na eni strani, pa celo iz konkretnega primera bom povedal, pa iz izkušnje, če hočete. Na eni strani je zdravnik dopoldan v ambulanti, ob 2:15 že dela v svoji privatni ambulanti, kjer seveda moraš plačati, ne dobiš računa in tako dalje. Zaradi tega pa prideš jutri v institucijo prej na vrsto. Skratka, mea maxima culpa bi tu morali narediti tudi v zdravstvu in v osnovi stvari razdeliti. Javno zdravstvo naj delajo in seveda tam naj bojo tudi zdravniki plačeni, ne po nekem Virantovem zakonu, po nekih razredih, naj bodo plačeni pošteno, tako kot si to zaslužijo. Zdaj, kakšno luč taka odkritja in te afere mečejo na Slovenijo in kakšno škodo nam to povzroča, ne samo to, da denar odteka, ampak tudi kako to vpliva na gospodarstvo in na pridobivanje tujih investicij? Ja, nekakšno luč katastrofalno. Zato imamo danes 150 brezposelnih, zato danes nimamo tujih investitorjev, zato nimamo nikoga, ki bi se zanimal sploh za Slovenijo, zato naš bančni sistem ne deluje. Skratka, tuji investitorji se nam od zunaj tako rekoč smejejo. Sprejeli smo, veste, zakon o zasegu premoženja koruptivnim ljudem, pa se žal nič ne izvaja. Skratka, še enkrat, zopet je problem pravo. No, ravno pri pravu smo, zdaj kako korupcijo izkoreniniti ali vsaj omejiti, ali menite, da so organi za pregon gospodarskega kriminala in korupcije podhranjeni in slabše usposobljeni, preobremenjeni, ali gre tukaj za kakšno sistemsko napako, ki preprečuje, da bi korupcijo učinkovito preganjali? Seveda gre za veliko sistemskih napak. Mimogrede, včeraj smo na eni od preiskovalnih komisij tudi o tem nekaj govorili. Namreč povezava odprave korupcije in sistemskih napak z povezavi s človekovimi pravicami. Lepo vas prosim, jaz sem za človekove pravice, za normalne ljudi, za lopove, barabe, pa seveda ne za njih, pa seveda morajo veljati zakoni in seveda sodstvo bi moralo tu svoje odigrati.
Tudi vsi ti, ki ne delajo te, bom rekel, preiskujejo organi pregona in tako dalje. Se spomnim službe družbenega knjigovodstva. Ogromno so naredili, tudi policija, kriminalisti takrat. Vendar od tu naprej se je vstavilo. To je problem. Mirno poslušamo, koliko okostnjakov pada iz omare ven, samo spomnite se Sateksa in tako dalje. Pa se niti last ni izvil tistemu sodniku, tožilcu, ki je to dopustil. Skratka, tu je sistemski problem. Mati korupcije izhaja iz leta 2004, ko se je spreminjalo tu v tem državnem zboru zakon o kazenskem postopku in zakon o kazenski zakonik. Torej, mati korupcije izhajajo iz leta 2004, ko se je kazenski zakonik in zakon o kazenskem postopku spreminjal in seveda od tu naprej so pravzaprav vsi videli, videli so, da se sme, da je dovoljeno in zato imamo danes 7 milijard minusa na bankah, zato so se dajali krediti brez kritja in tako dalje in tako dalje. Zdaj, kaj ste kot poslanska skupina ali kot poslanec osebno storili za izboljšanje stanja na tem področju? Že prejšnji vladi, torej, ko smo bili v koaliciji, sem svojima 2 ministroma postavil poslansko vprašanje, kdaj bomo lahko začeli šteti vrnjene milijone, ki so jih pokrali iz bank in jih vložili v zdravstvo, v klimatizacijo slovenskih bolnišnic. Mimogrede, predsednika vlade smo, ko smo bili v koaliciji, javno pozivali, da na tem področju naša vlada ni storila dovolj. Kot veste, sem že omenil, sprejeti je zakon o zasegu premoženja, ampak ga ne moramo izvajati poslanci, če ga sodstvo ne izvaja. In to, kar sem tudi rekel, Slovenska ljudska stranka ni in ne bo sodelovala v koruptivnih vladah. Zdaj, a ste se sami osebno že kdaj srečali s korupcijo? Vam je že kdaj kaj ponudil v zameno za drugačno glasovanje, za dobro besedo kakšnega projekta in kako ste ravnali v tem primeru, če se je to zgodilo? Vprašali ste mene osebno, Franca Pukšiča. Tega pač ne naredijo, ker vedo, da bi prileteli na, bom rekel, jekleno steno, 1 meter debelo, katero se pač ne da prebiti. Skratka, nihče nikoli tega ni poizkušal, ker poznate moje nastope, zato lahko seveda tudi javno in jasno vsakemu in kadarkoli pogledam v oči in seveda tudi o tem jasno in zelo odgovorno tudi govorim. Super, to je bilo zadnje.